Živ in pa dobrodošli v naslednji epizodi, ki jo seveda sponzorira naročje auto.si. Mislim pa, da smo zdaj že toliko predelav naredili, da si tale zadeva zasluži nov intro. 3, 4, zdaj! No evo, zanj sem objavil, če kdo mogoče ve, kvaj v tejle škatli in od ene 300 tih odgovorov je samo eden objavil. V tejle škatli je rear seat delete, kar pomeni, da vržemo zadnje zice ven, namesto zicev pa pride štanga pa mreža. Tako da to bomo danes delali, pa najbolj, da kar odpremo škatlo, pa vidimo, kako izgleda, pa zmontiramo. Glede na to, da je tole moj daily, se meni zdi kar smiselna poteza, no, da ima v bistvu še 2 sedeža manj. Evo, zraven pride tepih, pa šraufi, noter je pa štanga, pa mreža. Ali se to je že kar napeto vse? Lej, kva smo dobili, Jurje. Tete za v avto. Takole dobiš v paketu, se pravi štanga z mrežo, tepih, da pokrije čez zadnje zice, pa klele v bistvu tehle par šraufov, ki jih rabaš, da se zadeva noter pritrdi. Sem se pa jaz odločil za rdečo štango, ker bom imel na avtu predvsem rdeče detajle, tudi bremze bi rad še na rdečo poštrihal in se mi zdi, da bo kar en tak dizajnerski dotik. Zdaj pa damo zice ven, štango noter, pa da vidimo, kako izgleda. Čist do konca gorga, da je. Čist do konca gorga, no. A šrab čist v ugal, da je. Ja. Takole, evo. Plej se pa takole najde, poj v avtu še kakšna takala stvar, ki jo je prejšen lastnik not pozabil, kakšen puloverček si izgleda kupil, kaj pa jaz vem. XL, no, fezdec. Evo, majster je še ribeluju. Pa to je noro. Takole pa po izgleda, ker ni več ta zadnjih zicev. Meni je čist hodo. Štanga v bistvu prije takole opeta, tukaj, ki so prej se pa zahaklali zici. Za šraufa se pa v bistvu tukaj, kamor ponovadi pride Isofix noter za šraufan. Zadeva je res full plug and play, kar me pa v bistvu mal mot, pa mogoče, če veš, kako bi to lahko rešil, mi napiš kar v spodaj v komentar. Tale zadeva je v bistvu, nekaj prišlo z rolan, je še zmer malo zavihana, In v bistvu, kar bi jaz rad, je, da bi tole lepo, a veš, takole lepo naravnost sedel. A vidiš, ker se ne usede čist lepo noter. Zdaj ne vem, mogoče bo polet bolj, ka ga malo pregreje. Slišal sem tudi, en kolega mi je rekel, da bi ga mogoče malo z vodo našpricil, da se ta pač zadeva malo leže. Tako da to je edina stvar, ki mi ni še najbolj všeč, no. Še labaj zgleda vse skup. Ponovadi vas pa tudi zanima cena takega špasa. Zdaj komplet štanga, mreža pa tepih. Mislim, da je prišlo okrog 570 evrov skupaj s poštnino. Čakal sem pa na pakete 3-4 tedne, zato ker sem hotel imeti štango v rdeči in morajo pač fantje to poštrihati. Mislim, da pač, če bi pa kakšno črno naročil, bi jo pa verjetno tudi kaj prej dobil. Zanj sem vas vprašal, koliko vas kaj zanimajo takele kolekcije manjših avtomobilčkov, pa koliko tudi vi kaj izbirate. In pol sem zvedel, da dejansko kakšen teden zatem se je odvil Hot Wheels Meet v Ljubljani. Valjda sem mogel iti pogledati. Šel po enega, pa sva nabrala celo vrečko. Moj plan na temu mitu je bil, da poberem tegale Ford GT-ja. Ampak valjda me je malo zanesel, tako da sem si pol kupil še tole Lančo, pa tegale Focusa RS-a, pa tole Imprezo,
VRX STI 22B, ki je za moj okus eden najbolj takih unicorn legendarnih avtov na svetu. Zdaj pa predlagam, da mi pregledamo mojo kolekcijo čisto od začetka, od ta prvega avta in od ta največjih naprej. Dobro, ne tiste v garaži, tiste smo že parkrat videli, pa jih bomo tudi še pokazali. Danes pogledamo tele, ki so v škatlah. Tole je bil moj prvi avto v zbirki, pa da vidim, če jaz tole sploh... Jaz to znam odpreti sploh. Dva. No, tole je moj Shelby GT350R, ki je identičen tistemu, ki ga imam v garaži. Tale modelček je bilo ful težko zvrtati, ker takrat, ko sem ga jaz hotel dobiti, so jih v bistvu že nehali delati. Tako da tale zadeva je prišla iz Japonske. Ma pa noro veliko detajlov, le takole bom vrata odprl. Tudi recimo noter te napisi na sedežih, šivi na sedežih, tle se sicer bolj težko vidi, ampak vse je res v nulo narejen. Evo, lej, tudi motor je v piko, še tole palčko imaš, tako kot pravimo, da upreš havbo. Tole je pa moj Focus RS. Zdaj, ideja te kolekcije je bila taka, da ko si kupim ta prav avto, si potem kupim tudi modelček, ki je identičen oziroma kar se da blizu realnemu avtu. Se pravi, da imam kopijo garaže tudi v stanovanju. Moj Focus RS je sicer v originalu malenkost drugačen, prišel je na drugih feltnah in pa z drugimi sedeži. Temu se sicer vrata ne odpirajo, bil je malenkost cenejši, ampak je še zmer tudi noter ful res v detajle narejen. Tle se mogoče slabo vidi na posnetku, ampak dobro so ga zadeli res. Sem pa gledal, da se da tudi tele avte tako malo stunati, se pravi točno tako, kot je moj, ki ima zdaj tudi aftermarket feltne in tako naprej, se bi dali tudi tega narediti. Ker nek sem najdel, da 3D printajo vse te Rotiforum aftermarket feltne in dejansko lahko te dol vzameš in daš v njegor. Tako da nisem se še čisto odločil, ampak tole zna biti kakšen tak projektek, ki je imel 5 minut preveč cajta. Tale avto je pa zadnji prispel v mojo kolekcijo, je pa res, da ni čist po tej logiki zbiranja, kakor sem z njo tudi začel, se pravi, da najprej kupim ta prav avto, pa pol tudi modelček, ker bi bilo super imeti tudi tegale Ford GT-ja v real lifeu, ampak mi je bil toliko všeč, toliko hud, da sem si ga pač mogel naročiti in ta v bistvu služi kot neka vizija v prihodnost, neke sanje, ki jih bo treba enkrat tudi uresničiti. Vsi tisti, ki ste gledali film Ford vs. Ferrari, vam bo tale avto kar zelo znan. Gre za zmagovalen avto, oziroma tisti, ki je bil uradno prvi na Le Mans dirki. Gre pa v bistvu za Ford GT-ja druge generacije, se pravi s tisto prvo verzijo takrat niso zmagali, potem so šli pa s to drugo verzijo nazaj in so zaključili finish 1, 2, 3, se pravi so nafilali stopničke s Ford GT. In tale v tej črni barvi je stal na najvišji stopnički. Je pa tale modelček res hud, vse se mu takole odpre, vrata, vzadi pokrov motorja, spredi pokrov, da se res vidi avto oranko detajle, kako je bil narejen. Tudi vzadi motor s to slavno kačo auspuhov, pa noter volan na desni, tako kot se zagri za dirkalca na Le Mansu, ker so pač vozniki iz boksov bili precej prej noter z desne strani kot z leve. To je v bistvu edini razlog, zakaj je volan na desni. Spredi rezervna guma, noro, kako to izgleda. Ponavadi vas pol tudi zanimajo cene takih igrač, tako da dajmo še to malo predebatirati. Najdražji v kolekciji je bil tale Shelby, za tegale sem dal skoraj 300 evrov, pa tako, kot sem rekel, že prej sem ga mogel naročiti z Japonske, ker ga drage ni bilo. Tale je bil kar zelo drag, ampak je pa tudi od firme, mislim, da je Auto Art Models, ki so pač znani res po kvaliteti in detajlih. Ampak če primerjam recimo s Ford GT-om, ki je res dobro v detajle narejen, ki je bil 60 evrov, sta kar tam, no, pa je bil tale bistveno cenejši. Pol imamo pa tukaj še Flokija, tale je bil pa mislim, da okrog 80, sem pa oba te dva avta naročil iz Nemčije. Evo, zdaj pa pogledamo še zbirko mojih Hot Wheelsov. Jaz v bistvu svojo zbirko Hot Wheelsov delim na dve kolekcije. Ena je kolekcija Mustangov, ena pa pač avtov, ki so mi všeč tako ali pa drugače v real lifeu. Lahko začnemo kar s temule Shelby GT350R. Tega sem pač mogel imeti, ker je to pač model mojega pravega avta. Imam pa te dva, kar dva za vsak slučaj. Potem imam GT500, navadenega takole. Pol imam tukaj enega Formula Drift specialko.
Potem imamo tukaj neko Hot Wheels posebno edicijo, neko custom zadevo. Tole sem pa zanč v TD-ju najdel, tega le 65 fastbacka, čist mi je hud. Zdaj pa pogledamo še tele. Tale Delta integrale mi toliko huda v tele British Racing Green barvi, pa še tele turbofane ima na Feldna, da sem jo pač valjda mogel imeti. Potem impreca STI 22B version, tlele nimamo kaj govoriti, modra z zlatim Feldnom, to je pač treba imeti. Focus RS, če ga imamo doma, mora biti tudi Hot Wheels. Audi Quattro, pač, kjer legendaren avto. Sicer bi ga imel mogoče rajši v beli barvi, ampak so ga imeli samo v modri, ampak mi tudi ta ful huda. Sierra Cosworth, legendaren dirkalen avto, pa tudi dizajn mi je ful všeč s temu enormnemu spoilerjem v zadnji, pač včasih so res delali hude avte. Pa Ford GT, Dream Car, mogoče enkrat mi je to uspe. Absoluten brutalen avto. Mogoče ta v real lifeu mal predrag za moj okus, mislim, da ni toliko vreden, tako da sem pa mogel imeti vse enega Hot Wheelsa, ne? Escort RS 2000, ful mi hud tale livery, tele nalepkice, pa turbo fan Feldna v spredi. Ta avto mi je res toliko hud, sploh oblikovno. Pol pa še Ford GT. Tole je bila četrta v bistvu generacija te prve generacije, ali kako ne rečem, teh Le Mans dirkalnikov, seveda v Golf, poslikavi, legendaren avto.